sreda v septembru je tradicionalno pričetek jesenskih serenad v Medvodah v naši občini že 36. Sicer pa praznujejo 47. obletnico, odkar je glasbena mladina ljubljanska pod vodstvom Tomaža Lorenca leta 1976 pripravila prve večere glasbe in poezije z mladimi glasbeniki in igralci. V Medvodah sta jesenske serenade s koncertom v knjižnici odprli mladi glasbenici Metka Črnugelj na flavti in Maja Kralj na kitari, z izbrano poezijo pa je večer zaokrožil igralec Dejan Pevčevič. Jesenske serenade zapolnjuje obdobje med koncem poletnih festivalov in začetkom koncertne sezone. Zamisel Tomaža Lorenca, ki jo v zadnjih letih uresničuje Boris Renar, je oblikovanje prijetnih glasbenih večerov z mladimi obetavnimi glasbeniki, katerih točke povezuje dramski igralec z izbranimi besedili, bodisi prozo ali poezijo. Prvega od 4 glasbenih večerov v okviru jesenskih serenad sta tokrat sooblikovali nadarjeni glasbenici s Primorske, Metka Črnugelj in Maja Kralj. Obe sta glasbenici kljub svojim rosnim letom že več kot 15 let. Moji starši so glasbeniki in v bistvu je cela družina igrala kitaro. Veliko otrok zanima kitara, ampak jo vedno vidijo v neki popularni glasbi. Tako da je malo tistih, ki so zainteresirani za klasično glasbo, se mi zdi. Zakaj si se pa ti odločila za kitaro? Pri nas je pa bila tudi kitara doma že. Moja mama je igrala kitaro 6 let v glasbeni, tako da je bila vedno tam poleg mene in se mi je zdela zanimiva in zakaj ne probati, in je bila prava odločitev. Dekleti še študirata, Metka na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu, Maja pa zaključuje magistrski študij na Glasbeni univerzi v Ženevi. V tokratnih serenadah pa sta zgolj začasno združili svoje moči, saj sta dolgoletni prijateljici. Ja, v bistvu se poznamo že celo življenje, bilo rekli, ker je ona igrala z mojim bratom in bila je tudi učenka mojih staršev in potem smo se tako tudi najdle. Ker smo si dosti blizu, pa smo se lažje ujele za vaje, pa tako. Današnji repertoar simpatičen, kako ste se odločili, kaj boste predstavili publiki jesenskih serenad? Zbrali smo skladbe, ki so nam pri srcu, hoteli smo pa vseeno mešan program predstaviti, tako da smo šli vse od baroka pa do Piazzole in probali zaokrožiti vse stile. Izkušnja v medvoški knjižnici se jima je zdela zelo prijetna, tudi zaradi ambienta, ki ga je ustvarila navdušena publika. Moram reči, da nisem preveč živčna, v bistvu rada igram za ljudi, ki radi poslušajo glasbo, in mi je v veliko veselje, da v bistvu ljudje pridejo in to radi poslušajo, in poezijo in glasbo. Tako da v bistvu to nekako skupaj se vse skupaj poveže. Mi smo danes uživali, kako sta recimo izvedli to vidve, ki se slišita, ki slišita vsak ton. Je šlo tako, kot je moralo, in kakšen je recimo ton tukaj v tej knjižnici? Meni je bilo všeč, jaz sem uživala v nastopanju, všeč mi je bila dvorana, všeč mi je bila publika, midve sva fajn muzicirali, se mi zdi. Ja, jaz sem uživala. Upam, da Metka tudi. Dekleti seveda nista neizkušeni v nastopanju, obe sta namreč prejemnici številnih nagrad na mednarodnih tekmovanjih in festivalih.
Trenutni načrti pa so seveda povezani s šolanjem in njuno nadaljno kariero. Obe se vračava v naslednjem mesecu tudi nazaj v tujino, Maja v Ženevo, jaz v München. In potem v bistvu bova delali bolj na solo karieri, imava različne koncerte, audicije in tako naprej, tako da to so zdaj naslednji cilji. Kakšni so torej življenjski cilji vsake posameznice? Nadaljevati z glasbo, osrečevati sebe in druge. Ti bi recimo želela nastopati? Kakšna velika želja? Kjerkoli. Kraj sploh ni pomemben. Pomembno je bolj počutje, energija, ki jo sam kraj prinese. Ja. Pa sodelovanje s kakšnim priznanim glasbenikom si želita ali s kakšnim orkestrom? Ja, jaz v bistvu imam možnost igrati v orkestru, ker je flavta orkestrski inštrument. Tako da to je tudi moj cilj, da bi igrala v enem orkestru. Zato sem se tudi odločila, da bi študirala v Nemčiji, ker je v bistvu tam dosti več orkestrov. Jesenske serenade pa niso samo glasba, med njo se prepleta tudi pisana beseda v različnih oblikah. Tokrat je zanjo poskrbel stari znanec Dejan Pevčevič, ki je tudi letos našel svoj navdih, ki je sovpadel s pesmijo Ptice, kot je bil večer poimenovan. Jaz si tako celo leto zbiram razne stvari, ki so mi všeč, razne zapise avtorje berem in potem to spravljam tako v neke predalčke, v neke mapce. In zdaj sem se pač nekako navezval na ta naslov, pesem Ptice, in vedel sem, da nekje imam spravljene neke dobre stvari v povezavi s tem in sem jih enostavno ven potegnil, sestavil, naredil vrsten red, ožji zbor, se pravi najprej širši zbor, potem vedno ožji, in sem prišel do 4. In se mi je zdel nekako en tak jagodni zbor in preplet med njimi samimi, pa hkrati, da se še malo naveže na sedanjost, tudi ta svoboda teh ptic in vsega skupaj današnjega časa se mi zdi, da je zelo pomembna. Se mi zdi, da lahko mnogo več pove kot zgolj perspektiva iz krošenj ven, ampak se mi zdi tudi druge stvari. Zdaj pa, kakor pač sam nekako to vzameš pa razumeš in sprejmeš. Kljub temu, da je Dejan poleg Tine Uršič tisti, ki je v zadnjih letih stalni sodelavec jesenskih serenad, pa mu navdiha in veselja nikoli ne zmanjka. Jaz bi v bistvu več, sej midva s Tino, ki sva zdaj od teh 4, ki smo trenutno, sva midva najdle pri jesenskih serenadah in sva imela prej vedno po 2 koncerta in bilo super dobro, ampak zaradi organizacijskih stvari je pač padla odločitev, da je mnogo lažje stvari peljati, ker če smo pač 4 za 4 različne koncerte, ker sicer se je zgodilo, da bi mogla biti v kakšnih dnevih hkrati na 2 različnih lokacijah, kar je pač neizvedljivo. Tako da jaz bi si želel še in menda, da se bodo jesenske serenade širile še na druge kraje, tako da jaz se tega veselim. Nič naveličati, to je super dobro. Mi igralci se v bistvu sploh nimamo tako pogosto priložnost srečati, ali so kakšne proslave, nekaj takega, kot so pa jesenske serenade, se mi pa zdi, da ni tako zelo pogosto. Mi imamo dramo, dramatiko, neke prozne tekste tudi lahko in tako, ampak poezijo pa ne tako zelo velikokrat. Včeraj se je v Zbiljah odvil že drugi koncert jesenskih